Jerneja Krapše in Mitja Ploj sta dva od mnogih Slovencev, ki sta se našla prek spleta. Potem, ko sta se njuni spletni iskanji ujemali, sta šla na nekaj zmenkov in hitro ugotovila, da imata skupne interese, da sta oba zelo športno aktivna in predvsem, da sta si všeč. Vzameš korake pa rečeš, ok, takega hočem, pa začneš iskati. To se mi zdi, da je današnji način, kako prideš lahko najbolj hitro do najbolj takega, ki ti najbolj paše. To sem jaz naredila in gledaj ga. Dobila najboljšega. Ja, zaenkrat ja. Zaenkrat. Po 3 letih zveze sta še vedno srečna. Ustvarila sta si tudi družino. Jerneja je prepričana, da je danes glavna težava pri uspešnem iskanju partnerja preobremenjenost zaradi dela. Ker je preveč dela oziroma so preveč v službi. In potem, kje zdaj, če si toliko na delu, sploh še iskati čas, ne? Prek našega največjega zmenkarskega portala naj bi se na leto na podoben način kot Jerneja in Mitja našlo približno 1000 parov. In prav takšna razmerja so zelo trdna. Pogosto celo bolj uspešna kot tista, ki se zgodijo po naključju, brez iskanja. Ko se ljudje odločijo, da bojo poiskali nekega res pravega zase na internetu, takrat imajo zelo resen namen v sebi, da zgradijo neko resno zvezo. Marsikaj se je v zadnjih letih spremenilo tudi glede odnosa do takšnih zmenkov. Online, they're in love. Do you think we should meet? Meet? Pred 20 leti, ko sta ljubezen prek spletne pošte v filmu Čakate pošta iskala Meg Ryan in Tom Hanks, se pri nas o takšnih zmenkarijah še ni govorilo. Tisti, ki so si partnerja iskali prek spleta, pa so to redko tudi priznali. K pozitivnemu odnosu so največ pripomogla prav družbena omrežja. Ker so ljudje začeli zlivati svoje zasebno življenje na spletu in potem naenkrat je tudi to postalo nekaj zelo normalnega, nič več posebnega. Veliko je bilo storjenega tudi glede varnosti in prevar na tem področju. Teh je vedno manj. Dostop do informacij, s katerimi lahko ljudi preverimo, preden se z njimi dobimo, je namreč dandanes veliko boljši, kot je bil v preteklosti.